Pozdravljeni iz kampa Menine, smo v čudoviti naravi in danes bomo pripravili en tak zdrav zajtrk oziroma zdrav detoks smoothie. Trgovina Gušt nam je prijazno donirala sestavine. Tu pred nami imamo domačo kumarico, domač korenček, edino banana žal ni domača, ker pri nas še ne rastejo, ne še. Začeli bomo pa z vodo. Zakaj z vodo? Ker smo mi večinoma iz vode. Ok. Žlička, klasična žlička, lesena žlička in pa velik kuhinjski nož. Deska za rezanje, solni cvet, še boljše pa nerafinirana sol. Nerafinirana pomeni, da niso odstranili mineralov, mora pa biti pobrana na površinah, kjer niso razne toksične in strupene snovi, tako da solni cvet piranskih solin bo več kot zadostoval. Tu imam prečiščeno vodo ali pa vodo z izvira, katero sem nalil v stekleno posodo. Dodal sem še nekaj kristalov, 5 tistih najbolj pomembnejših kristalov, da je voda dobila tisto pravo kristalno strukturo, ker želimo prave informacije za naše telo, ker imamo radi naše telo. Dodal bom še ščepec soli. Zakaj ščepec soli? Da dodamo nekaj mineralov in pa da se na te minerale veže ta struktura teh kristalov in potem voda postane kristalna. Lepi kristali, tudi pod mikroskopom, potem bi lahko pogledali, tvorijo lepo obliko, so prava informacija za naše telo. Zato je voda vsekakor pomembna. Če pa nimate tega, lahko uporabite navadno mleko, lahko rastlinsko mleko, lahko navadno vodo iz pipe, ki prav tako ni tako slaba pri nas. Ok, dragi poslušalci oziroma gledalci, če boste ostali do konca videa, boste pa dobili poleg dobre informacije za vaše telo še posebno ugodnost. Ampak dajmo začeti, ker čas hiti in smo v času, ki je zelo hiter. Se pravi, za naš detoks smoothie bom uporabil polovičko nekje kumarice. Predhodno sem jo opravil, lahko dodate, če je domača, kar celo noter v šejker. Korenček bom samo nekoliko porezal, to bom delal tu zadaj. Ga razkosal na nekoliko manjše koščke, da ga bo smoothie obvladal. Banano dodam celo. Tako. Dodam nekaj vode. Bolj ko voda žubori, več energije nosi v sebi. Tako, zviška, obredno. Ok. Zdaj pa naša sestavina danes. Smoothie mix. Spet, če želimo res dobre informacije za naše telo, uporabljajte leseno ali plastično žličko, ker kovina včasih vnese nezaželene informacije v naše telo. Nekje 2 zvrhani žlički. Kaj dodajam zdaj v ta naš miks? Konopljeno moko, laneno seme, proseno moko, mleta bučna in sončnica semena. Velik vir vlaknin, beljakovin, hranil, podpirajo naš imunski sistem, podpirajo našo prebavo. Lanena semena so najboljši rastlinski vir omega-3 maščobnih kislin. V tem primeru so že zmleta, zato jih telo lahko prebavi. Če jemljemo cela, jih telo ne bo prebavilo, bodo delovala samo kot vlaknina. Ko jih pa zmeljamo, pa delujejo tudi kot hranila za naše telo. Sončnica vsebuje veliko magnezija, prosena moka deluje bazično v našem telesu, konopljena moka, vemo, vsebuje ogromno hranil in hkrati tudi čisti naš organizem. Za laneno seme sem pa že povedal. Tako, pa dodajmo zdaj še na vrh še malo vode. Skupaj nekje 2 decilitra vode. Ali želite bolj gosto ali pa bolj redko mešanico, odvisno od vsakega okusa. In začnimo. Ok.
Če imamo zelo zmogljiv blender, kot tale spoda je, ne pretiravamo z mešanjem, ker to lahko ogreje hranila in pretirano segrevanje hranil pa potem seveda zmanjša njihovo vsebnost dobrih snovi. Ok, pozabil sem na brisače, vedno skrbimo za red in čistočo v kuhinji in naš smoothie je pripravljen. Pa dober tek. Za naše gledalce nudimo posebno, trgovina Gušt nudi posebno ugodnost, 10% popusta na vse njihove izdelke. In imajo dobre izdelke, pretežno lokalnih, slovenskih proizvajalcev. Tako da podpiramo lokalno, podpiramo nas. Na zdravje. In še dodaten namig za tiste, ki želite nekoliko bolj sladko izkušnjo tega našega detoks smutija, bomo dodali naravni inulin pridelan iz cikorje. V trgovini Gušt mu pravijo prebavček. Zato bomo dodali še žličko tega in nekoliko izboljšali naš okus samega smutija. Dodajte po želji nekje čajno žličko samega prebavčka. Vsebuje inulin, ki zelo pozitivno vpliva na našo prebavno floro, se pravi na to našo mikrofloro. To je hrana za našo mikrofloro. Če naša mikroflora dobro deluje, dobro delujejo tudi možgani. To dvoje je neposredno povezano s samim vagusnim živcem. Vagusni živec pa veste, da oživčuje prebavo, srce, pljuča. Kadar prebava oddaja dobre signale možganom, tudi možgani dobro delujejo. Pa zmešajmo še zadnjič, tokrat z inulinom oziroma prebavčkom. Diši zelo zdravo. In tudi okus je zdaj primeren. Mogoče tudi za naše mlajše člane, ki niso navajeni vseh teh rastlinskih zdravih hranil. Zdaj bomo pa pripravili en tak okusen, zdrav magic kakao, bom jaz rekel. Uporabili bomo kokosov sladkor, kakao v prahu in pa naravno sladilo in pa naravna vlaknina, prebavček oziroma to vsebuje inulin. Lahko ga delamo z vodo, nehomogenizirano, nepasterizirano, surovo mleko od krave, ki se pase zunaj, ki se dobro počuti, sam ga bom delal iz tega. Je ok? Je ok za nas, bomo rekli, malo iz šale teličke, ki želimo še malo zrast na mišicah. Mogoče je ok za otroke, za odrasli ga načeloma nekateri slabše prebavijo, ampak v mojem primeru je dobra izbira. Potem je pa to še za tiste, ki želite rastlinsko mleko, ampak tu bi vseeno najprej rad samo vas seznanil, niti ne opozoril, da rastlinsko mleko vsebuje v večji meri vodo, v tem primeru riž 12%, vsebuje sončnično olje, vsebuje kalcijev karbonat, sredstva za uravnavanje kislosti, fosfate, sol, stabilizatorje, gumije, lahko vsebuje razne sledi, nekateri vsebujejo očevalce okusov. Vaša odločitev je, ali boste to uporabili. To je predelano živilo. Vse ostalo pred nami so nepredelana živila. Se pravi, neprocesirana živila, tako bomo rekli, ne predelana. Predelava pomeni, na primer, da samo zmeljamo žito v moko, to je pa že procesirana hrana, kar samo odsvetujem, ampak čisto po želji. Dodali bomo pa še cimet. Evo, tule v kampu Menina je začelo deževati, morda se to sliši, morda ne, ampak to nas ne bo zmotilo. Mi nadaljujemo s pripravo tega našega zdravega, presnega kakava. Dodal bom mleko, ker ga imam rad. Surovo. Nekje 2 decilitra, še fajn se speni. Potem bomo dodali žličko kokosovega sladkorja. Spet uporabim ali plastično ali leseno žlico. Kokosov sladkor ima v primerjavi
s tistim belim rafiniranim sladkorjem, dosti nižji glikemični indeks, je rjav, vsebuje tudi nekatere minerale, tako da ga vsekakor priporočam. Kakao v prahu, brez dodanega sladkorja, brez laktoze. Prav tako bom dodal nekje žličko tega kakava, kar z vrha nam bom dal. Če želimo bolj močno, grenko mešanico, dodam 2 žlički. Če želimo bolj mlečni napitek, pa dodam samo pol žličke. In na koncu, ali vas muči napihnjenost? Tu je rešitev, prebavček. Pa zdaj bom tokrat zamenjal žlico, da ne mažem. In bom dodal nekje pol žličke samega prebavčka. Nekoliko zasladil naš napitek. In pa tudi izboljšal samo kakovost. Cimet dodajte po želji, cimet greje organizem, ima tudi druge zdravilne lastnosti na naše telo. Jaz ga bom dodal čisto malo. Zelo dobro diši. Še malo. Ta pravo. Res, tisti pravi gurmani bodo dali čisto malo ščepca soli. Zakaj? Ker ta ščepec soli bo izboljšal, ojačal posamezne okuse. Pokrijemo and let's go. Se speni, doda hitro energijo. Spet skrbim za čistočo okrog sebe. Higieno okrog sebe, higieno do sebe. In naš napitek je pripravljen. Pa poskusimo. Adio. Dejansko za takšen deževen dan, kot je danes. Adio. Prav srce se odpira, za kakao pravijo, da odpira srce, ne? In dejansko amazing. Trgovina Gušt vam pa nudi 10% popust na izdelke, iz katerih smo pripravili naš presni, zdrav kakavov napitek, katerega bodo vaši otroci sigurno veseli. Pa tudi vi. Bam! Pijte ga obredno, pijte ga z obeznijo, pijte ga v družbi. Kakav je obredno živilo, lahko povezuje, lahko zdržuje, odpira srca. V povezavi z dihanjem dela čudo. Kasneje bomo objavili tudi prispevek, kako dihati za up or down regulation of your nervous system. Zdrave palačinke. Uporabimo čio kot vezivno sredstvo. Ovsene kosmiče za malo hrustljav okus. Sončnična semena, vir magnezija in še marsičesa. Drobljena, predhodno zmleta lanena semena kot vezivo, kot omega-3 maščobne kisline in še kaj, ter pirina polnozrnata moka. Ter mineralna voda, dodatni minerali, mehurčki bodo dodali posebno strukturo našim palačinkam. Solni cvet ali kakšna druga sol. And let's the magic begin. Vzamete najprej vodo. Previdno, z vso pozornost usmerjamo v pripravo hrane. Več energijo, ko damo not, boljša bo hrana. Prav, vedno nalijem malo vode na začetku, da se mi vse skupaj ne zalepi za tale motorček. Potem bom dodal, ne vem, nekje polovičko tehle semen, pa rečemo polovico kozarčka sončnic
in isto količino lana. Aha, začutim, se povežem, dajmo še malo ovsenih kosmičev. S čijo ne pretiravati, čisto malo. Čajno žličko, nič več. Pirina polnozrnata moka. Recimo, za te količine bomo dodali nekje 200 do 300 gramov pirine polnozrnate moke. Še malo. Tako, dovolj. Ščepec soli. In spet dodam radensko. Fajn se speni. Aha. Something is happening, my friends. The magic, look, the magic. Blah, 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 bubbles. All around the bubbles. Aha. Poglejte si to strukturo. Aha, nekaj se ustvarja. Vlaknine vežejo vodo. In začnemo. Najprej ga nežno obrnemo. Aha, začutim in gremo. Let's go. All in. Ok, vidim, da je struktura nekoliko pregosta, ker se vedno usede. Dodam mineralno vodo. Tako lahko pustim, da se meša nekaj minut, da se vse sestavine dobro premešajo, da začnejo vlaknine v či, v lanu in drugje nabrekati, da začne proces vezave, da to nekaj časa pustim. Se mogoče posvetim pripravi delovne površine, poskrbim, da je čisto okrog mene. Se morda posvetim svojemu telesu, kako stojim, kako se držim. Aha, ker pripravljam informacijo za moje telo. To je informacija za moje telo. Še malo vode. Se pravi, za vso mešanico bom porabil okrog 1 liter vode, mineralne vode. To zadosti za recimo nekje 20 palačink. Tako, naša mešanica je skoraj gotova. Pustim jo stati še nekaj minut, nato še enkrat premešam, po potrebi dodam še malo vode, malo olivnega olja. In mešanica je gotova. Zdaj pa k nadevu. Danes vam predstavljam zdravo nutelo. Uporabili bomo indijske oreščke, datle, blanširane lešnike oziroma rahlo praženi lešniki so, s tem se nekoliko ojača okus, solni cvet ali kakšna druga sol, kokosovo maščobo, kokosovo mleko, rožičevec, ki bo nekako sprijel, povezal vse sestavine v eno tako lepo homogeno celoto, in pa predlagam 85% črno čokolado, čim boljšega izvora. Vse sestavine, ki jih vidite pred nami, boljše, ko so, boljša bo tudi sama nutela. You cannot make magic without a good ingredients. Ok. Predlagam, da kar začnemo. Najprej je najboljše dodati indijske oreščke. Bomo dodali kar vse. Kokosovo mleko. Za še boljši rezultat lahko indijske oreščke predhodno namočite v kokosovem mleku ali pa v vodi. Ampak res, v kokosovem mleku, verjamete, bo rezultat najboljši.
Tako. In oni se bodo zdaj malo nabreknili, napili. Mogoče čisto malo že premešam. Paziš, da ti ne v glavo. Ok. Malo kokosove maščobe za boljšo mazljivost. Žličko, nič več. Opala. To ni bilo čist po hasapu. Ampak nič ne de. Kakšna bakterija včasih ne bo slabo dela. Naš organizem je čudovit sistem, ki prenese marsikaj. Pa ne si lizati prstov, ko pripravljajo hrano za druge, ok? Spet ni po pravilih, ok. Lešniki. Jaz bom dal samo pol šalčke teh lešnikov. Lešniki so lahko alergeni, zato pazljivo za tiste, ki imate alergijske reakcije. In pa tu imam res kvalitetne datle. Spet, ali želite bolj sladko mešanico, dodajte več, ali želite bolj grenko, ali pa malo bolj tako moško mešanico, ne? Če imate že dovolj sladkosti v življenju, pa dodajte malo manj. Odvisno od posameznika, jaz sem zdaj dodal 6 datlov, 3, 6 ali 9. Uporabljajte ta magična števila. Tesla jih je pogruntal in so v naravi in marsikaj lahko izboljša. Jaz mislim, da sem dodal 6. Že vonj je. Ta prav. Pri rožičevcu bodite zelo pozorni. Samo za noževo konico. Čisto malo. Čisto malo. Evo. Nič več. To je to. Odlično. Aha, in pa ščepec soli. Spet sol bo izboljšala, okrepila okuse. Sol dela čudo. Sol je informacija morja. Pa še čisto malo dam. Ne pa pretiravati, hitro lahko preveč. Še vedno lahko dodate. Ok. To je zaenkrat to. Verjetno bo potrebno dodati še malo vode, ampak poskusimo brez. Za samo pripravo oreščkov potrebujete zelo zmogljivi blender, z navadnimi ne bo šlo. Ker je zmes zelo gosta, bomo potrebovali še paličko. In nadaljujemo, se pravi, uporabimo tudi pomagal. Ok, Nutella je že skoraj pripravljena, zahteva nekoliko več časa. V tej fazi bi lahko dodatno še zgostil morda s kakimi proteini. Še dodatno obogatil samo Nutella, bi lahko naredil morda proteinsko Nutella. Brez besed. To je to, čuti se. Še enkrat. Ne smem preveč, ne želim, da se mešanica preveč segreje. To je pred nami, je zelo zmogljiv. Aha, pogledajte, zdaj je to. Zdaj pa mi dobivamo videz prave Nutelle. Evo. Videz prave Nutelle. Preizkusimo. Po želji bi lahko dodal še cimet, nekateri ga ne marajo. Morda malo kakava za bolj grenak okus, kar meni ustreza, ali pa pustimo tako, ki bo otrokom vsekakor všeč. Lahko bi rekli, da rit ploska. Naša Nutella je pripravljena. Po želji lahko dodamo še malo inulina, čeprav je dovolj sladka.
potem zmašajte datle, ali pa malo kakava v prahu, še za dodatno bolj črno, temno barvo, kar želite. V naslednji fazi bomo pa to nutelo namazali na palačinko in jo ponudili našim gostom. Vse izdelke lahko kupite v trgovini Gušt, za naš Gušt. Za naše gledalce 10% popust na vse izdelke, ki jih vidite v naši oddaji. Pa srečno!